Zaradi toplotnega raztezanja se dolžina nosilne konstrukcije mostu spreminja s spremembo temperature. To je potrebno upoštevati pri načrtovanju. Težavo lahko rešimo tako, da pod enega od stebrov namestimo valje, ki omogočajo vodoravno premikanje konstrukcije. Dilatacijska vez, ki je vgrajena v konstrukcijo mostu, omogoča nemoten promet preko mostu tudi v ekstremnih temperaturnih razmerah poleti ali pozimi. Poleti se plošča mostu zaradi visoke temperature razširi, pozimi pa skrči. V naravi opazimo, da se dolžina, površina in prostornina telesa med segrevanjem poveča in med ohlajevanjem zmanjša. Pri dolgih strukturah se to najbolj opazi pri povečanju največje dimenzije, to je dolžine. Pri ploščatih telesih opazimo spremembo dimenzij v dveh smerih. V telesih, kjer so dimenzije primerljive, pa opazujemo spremembo dimenzij v vseh smerih, to je spremembo prostornine. Pri ohlajanju pa se prostornine zmanjšajo. Pri segrevanju palice začetne dolžine L opazimo, da se njena dolžina podaljša za delta L. Eksperimenti kažejo, da je količnik med spremembo dolžine delta L in začetno dolžino L premo sorazmeren spremembi temperature, ki je označena z delta T. Količniku med spremembo dolžine delta L in začetno dolžino L pravimo tudi specifična deformacija dolžine. Koeficient sorazmernosti med specifično deformacijo dolžine in spremembo temperature imenujemo linearni koeficient temperaturne razteznosti, ki je ponavadi označen z alfa. Spremembo dolžine delta L tako izračunamo kot produkt alfe, spremembe temperature in dolžine palice. Pri segrevanju kvadratne plošče z dolžino stranice L in ploščine S se spremeni njena ploščina. Dolžino stranice segrete plošče označimo z L plus delta L. Nova ploščina S plus delta S je tako kvadrat nove dolžine stranice. Če razpišemo kvadrirani izraz, opazimo, da je člen delta L na kvadrat v primeru majhne spremembe dolžin veliko manjši kot ostali členi, kar pomeni, da ga lahko zanemarimo. Opazimo, da je prvi člen L na kvadrat enak začetni ploščini S, drugi člen 2 krat delta L krat L pa je enak glavnemu delu spremembe ploščine. Če na obeh stranih tega izraza odštejemo ploščino S in upoštevamo izraz iz prejšnje prosojnice za delta L, dobimo izraz za spremembo ploščine kvadratne plošče pri segrevanju, ki je 2 krat alfa krat delta T krat S. Podobno kot pri specifični deformaciji dolžine lahko definiramo tudi specifično deformacijo ploščine, torej delta S deljeno s S je enako 2 krat alfa krat delta T. Opazimo, da je specifična deformacija ploščine enaka 2 krat specifični deformaciji v eni dimenziji, to je 2 krat delta L deljeno z L. Pri segrevanju teles, kjer so dimenzije primerljivo velike, je nova prostornina V plus delta V enaka kubu novih dolžin L plus delta L. Če izraz razpišemo, ugotovimo, da lahko zadnja dva člena, ki vsebujeta delta L na kvadrat in delta L na 3, zanemarimo. Podobno kot prej, če potem na obeh straneh tega izraza odštejemo začetno prostornino V, dobimo izraz za spremembo prostornine kocke pri segrevanju, ki je enaka 3 krat alfa krat delta T krat V. Tako lahko zapišemo, da je sprememba specifične prostornine delta V deljeno z V enaka 3 alfa delta T, kar je enako produktu koeficienta prostorninske razteznosti beta krat delta T oziroma 3 krat specifična deformacija dolžine. Pri tem opazimo, da je koeficient prostorninske razteznosti beta enak 3 krat linearni razteznosti koeficient. Pri nekaterih snoveh, na primer pri vodi, lahko pri določenih temperaturah opazimo zanimivo lastnost. Koeficient temperaturne razteznosti pod temperaturo 4 stopinje Celzija in nad temperaturo 0 stopinj Celzija postane negativen. Tako se prostornina vode, ko jo segrevamo od 0 proti 4 stopinjam Celzija, krči. Pri segrevanju od 4 stopinje Celzija naprej pa se prostornina vode spet povečuje. Iz tega sledi, da je voda pri 4 stopinjah Celzija najgostejša, kar pomeni, da se pri ohlajanju jezera voda, ki se ohladi na 4 stopinje Celzija, pomakne na dno jezera. Hladnejša voda pa se dvigne na površino, kjer se še dodatno ohladi, zamrzne in predstavlja izolacijo, ki preprečuje, da bi zamrznila tudi voda na dnu. Tako na dnu ostane tekoča voda, ki omogoča preživetje različnih živih bitij.
Na fakulteti za strojništvo načrtujemo konstrukcije tako, da pri segrevanju ne izgubijo funkcionalnosti. Temperaturno raztezanje pa lahko tudi koristno uporabimo, na primer za temperaturno stikalo pri grelniku vode. V grelniku vode se za stikalo uporablja bimetal, to je kompozit dveh različnih slojev kovin. Ker imata kovini različna koeficienta temperaturne razteznosti, se bosta pri segrevanju njuni dolžini različno povečali. Zaradi tega se bimetal ukrivi in pri določeni temperaturi preskoči ter preklopi stikalo. Bimetalno stikalo lahko uporabljamo tudi drugje, na primer v termostatih in varnostnih ventilih.